Po delovnem posvetu vlade ugotavljam, da smo obisk v regiji začeli ne samo zelo delovno, že včeraj, pač pa tudi športno. Kot veste, smo odigrali zanimivo košarkarsko tekmo z domačimi predstavniki Šentjurja v zelo prijateljskem duhu in prav v tem duhu nadaljujemo tudi naš obisk v regiji. Naj najprej izpostavim to, da je regija na gospodarskem področju zelo razvita in da pravzaprav tudi tu lahko v prihodnje pričakujemo pozitivne trende. Tudi na področju zaposlenosti oziroma nezaposlenosti so trendi v zadnjih mesecih zelo pozitivni. Denimo februar letos je pokazal za 11,2% večjo zaposlenost glede na lansko obdobje, pa tudi prav v teh zadnjih mesecih se indikatorji zaposlenosti v prihodnje izboljšujejo, se pravi, lahko pričakujemo nadaljnji gospodarski razvoj, nadaljnje zaposlovanje, kar je zelo spodbudno. S tem v zvezi me tudi zelo veseli, da je regija izredno turistično razvita, pravzaprav eden največjih potencialov v Sloveniji. Poleg tega tudi na kulturnem področju izjemen potencial, bi rekel takoj za Ljubljano, ena drugo območje v Sloveniji po izjemnih možnostih, tako da kultura, gospodarstvo in turizem v nekem sozvočju lahko v nadaljevanju seveda prinesejo še nadaljnji hiter in dober razvoj. Z tega vidika je pomembno, kot vedno rečem, da vlada seveda prisluhne lokalnim deležnikom, kje lahko pomagamo, kje lahko še nadalje odpravljamo administrativne in druge ovire, kje lahko s kakšnimi skupnimi ravnanji izboljšamo situacijo. Se pravi, tako na področju gospodarstva, še posebej tudi turizma, pa tudi kulture, spodbujanja športa in podobno. No, na današnjem posvetu smo posebno pozornost namenili tudi okoljski problematiki. Ta je pereča, še posebej v okolici Celja, in temu bomo zagotovo v prihodnjih mesecih namenili še posebno pozornost, ko gre za tista najbolj onesnažena področja. In posebej smo tudi govorili o protipoplavnih ukrepih, kjer smo v tem mandatu že kar nekaj storili, tako na področju te regije, kot tudi širše v Sloveniji, pa vendar še posebej na področju reke Savinje, torej ob njej v številnih krajih in občinah, bo treba s temi ukrepi intenzivno nadaljevati, da se preprečijo negativne posledice, ki nastanejo pač ob prekomernih padavinah. Tako da v to smo se zelo usmerili in pričakujem tukaj, da bodo pristojni ministri zelo aktivni. Seveda je zelo pomembno za vsako regijo tudi za to področje infrastrukture. Naj povem, da samo za investicije v cestno omrežje namenjamo letos 17 in prihodnje leto spet 17 milijonov, v redne obnove cest pa 8 milijonov evrov sredstev, tako da tu tudi izkazujemo neko aktivnost, ki je pomembna tako za seveda lokalno prebivalstvo, kot še posebej za gospodarstvo. Največji projekt, ki smo ga na nek način pokrenili z mrtve točke, pa je seveda 3. razvojna os. Tudi tu smo bili danes ponovno informirani, da zadeva je v teku, se premika. Že letos se bodo začela prva pripravljalna dela na območju med avtocesto in Velenjem. Seveda pa se intenzivno nadaljuje pridobivanje vseh tiste dokumentacije, ki bo potem že v naslednjem letu omogočila začetek, bi rekel, prvih odsekov del na gradnji same ceste. Tudi nekaj besed smo namenili področju zdravstva, nekaterim drugim področjem. Seveda me je zanimalo, kaj se dogaja v Topolšici. Ministrica je poročala, situacija tam ni dobra. Pretekle prakse so bile nekatere zelo slabe in zdaj jih je treba sanirati. Tu je ministrstvo že konkretno izkazalo pripravljenost, da priskoči na pomoč, da reši pravzaprav trenutno situacijo tudi z lastnim finančnim vložkom, da bodo lahko zaposleni dobili plače, da bo delo lahko nemoteno potekalo. Je pa to še en dokaz za to, da moramo na področju zdravstva uveljavljati boljše prakse, boljše vodenje sistemov in lahko rečem, da imamo tudi primere dobre prakse. Ministrica je danes opozorila na primer Nazarje, kjer se je kar 7 občin povezalo in bodo nagradili bolnišnico z novim delom v skupnem sodelovanju, seveda tudi z ministrstvom, in to so taki primeri, ki jih potrebujemo čim več, ko država, predvsem pa tudi občine med sabo znajo sodelovati. Kot veste tudi, če sem še nekoliko pri zdravstvu, načrtujemo seveda kar velik vložek v prenovo splošne bolnišnice Celje v prihodnjih letih.
torej pričenši z letom 2018, tako da tudi tu smo aktivni. Sicer pa so danes ministri seveda še polno na terenu, tudi sam bom obiskal nekatera podjetja in druga mesta, se srečal tudi z mladimi, se z njimi pogovoril o tem, kako oni gledajo na prihodnost regije Slovenije in na svojo lastno prihodnost v tem svetu. Tako da bomo imeli zelo delovni dan do večera, ko se bomo ponovno skupaj sestali tudi z župani, predstavniki podjetij, prebivalci te regije, da se skupno pogovorimo in naredimo neke zaključke.